Pozdravljeni v avtomobilnosti. Od tega trenutka in do konca oddaje bo nekje na cestah po svetu ugasnilo 71 življenj. V celem letošnjem letu pa za polovico prebivalstva Slovenije. 1 250 000 ljudi. In če ponazorimo to malo bolj plastično, v eni uri bo ugasnilo na cestah po celem svetu toliko življenj, kot če bi strmoglavilo eno letalo Airbus A320. Zdaj pa vas vprašam, bi se usedli na letalo, če bi vedeli, da bo v naslednji uri eno na celotnem svetu strmoglavilo? Verjetno ne. V avto pa se vsak dan usedemo. Pa vemo, da je to eno najbolj nevarnih početij v celem dnevu. Je pa velika razlika. Avto vozimo ljudje sami. In za večino nesreč smo posredno ali neposredno odgovorni kar vozniki, za prek 90% nesreč. In tega se seveda vsi zavedamo, vsi udeleženci v prometu. Ampak zakaj potem ničesar dejansko ne spremenimo? Kljub temu, da nas na to opozarjajo ne samo nesreče, ampak tudi preventivne akcije. Kaj deluje, pa smo se vprašali v današnji oddaji. Vsak dan pogledamo novice, ta smrt, ona smrt, ta umor, ta prometna nesreča in nekako se mi zdi, da vsaj jaz osebno vzpostavim že distanco do tega. Se mi zdi, da pogosto v bistvu pri vseh teh tako imenovanih črnih prizorih postavimo nek zid. Se mi zdi, da nas vici bolj razvedrijo, pa si tudi kakšen vid zapolnimo in lahko na ta račun tudi dosežemo zelo pozitiven učinek. Poznamo zelo različne pristope. Ena od metod je šok. Take kampanje so sicer učinkovite, delujejo takoj se zamislimo, takoj razmišljamo o tej stvari, takoj reagiramo, vendar iz naših izkušenj imajo take kampanje kratkotrajen učinek, kar pomeni, da nas nekaj časoma to popusti. Mi tudi skozi videospote imamo šokantnega, kot je recimo za mobilni telefon, imamo takega, da človeku da izbiro, se pravi, lahko ravnaš nevarno in zgodi se to, lahko ravnaš varno in zgodi se to. Se pravi, se zgodi prometna nesreča, potem se vrne nazaj in ravnamo drugače. In potem imamo pa tretjo opcijo, je pa recimo naš videospot za hitrost, to pa je, da ni šokantno, da ni krvavo, da ni nesreče, take zelo pretresljive, ampak človeku da misliti. V sklopu naših oglaševalskih aktivnosti se v večini primerov izogibamo prikazovanju nekih nesrečnih dogodkov ali nesreč, kljub temu, da se v bistvu zavedamo, da je ta faktor strahu pred izgubo, ta fear of loss, kot se mu reče, je lahko zelo dober prodajni sprožilec za panogo, kot je naša. In pogosto stvari prikazujemo na lahkoten, včasih celo malce humoren način, ker se nam zdi, da v bistvu na ta način lahko morda dosežemo celo boljše rezultate dolgoročno, kot pa z nekim prikazovanjem negativnih dogodkov, nesreč. Kot smo slišali in kot kažejo tudi druge raziskave, šokantna sporočila delujejo, vendar je njihov učinek kratkotrajen. Tako kot recimo belgijska čokolada. Traja kratko časa, je sladka in pozna se samo tam, kjer ne pričakuješ oziroma kjer ne bi bilo treba. Ampak ko smo ravno pri Belgijcih, oni so preverili, kako vseeno šok terapija deluje. We decided to do a double campaign. We developed a movie with two different endings. One dramatic with a car crash, and the other one, the driver slowed down because of his friends. So it was a really positive ending. And we asked people to vote for the movie they preferred. And the results are really interesting because most of the people choose the shocking campaign. So 70% of people vote for this campaign. But we were not convinced that it was the more efficient campaign. So we also did a study with 2,000 people to see which campaign was really the best to change behaviors, to make drivers slow down. And the results show that finally the two campaigns were efficient, not one more than the other. But the shocking campaign is more efficient to change behavior in one moment, in the short term. So you want to
make people slow down, for example, about their behavior, make them question it, then it's better to use positive campaign. Our conclusion is that you can use shocking image to make people drive safely, but you don't have to. You can also do that with a positive message. Ker smo ljudje različni, ker je način nagovarjanja različen in ker različne stvari vplivajo na naše obnašanje, zato tudi moramo skozi različne kanale na različne načine nagovarjati ljudi. En način enega zadane, drug drugega. Včasih ni narobe, če imamo več pristopov, ampak je pa pomembno, da pa vsi z zelo jasnim ciljem, ki ga želimo doseči, in zelo jasno spremembo vedenja, ki jo želimo doseči. Shocking campaign can work with the young people because often they think that they are immortal. And I also think that in communication, what works the best is also to change the approaches, not always do the same thing. So you can do one shocking campaign and then 2 months later you can do one campaign more positive. Pri ocenjevanju prometno-preventivnih akcij, evalvacijah, pa ugotovimo, da so najbolj učinkovite tisti, ki v resnici prinesejo neko spremembo v vozniško vedenje, tiste, ki pri svojih aktivnostih uporabljajo vsa razpoložljiva orodja. In ta širina, ne samo jumbo plakati in reklame, temveč tudi to, da gremo lokalno preverjati situacijo in gledati, kako se vozniki, voznice in udeleženci v prometu na njo odzivajo, daje širšo sliko in seveda uspešnost teh akcij. Njih veliko, ki to razumejo, eni izmed tistih pa so naši današnji gostje. Ključno je, da naredimo stvari, ki bojo na eni stvari ustvarile zavedanje, po drugi strani pa spremenile tudi vedenje. In tam pa potrebujemo res aktiven pristop, ne samo komunikacije, ampak tudi vseh aktivnostih. Recimo, tako kot smo mi v herojih, aktivacijo vseh lokalnih skupnosti, ki so odgovorne za prometno varnost, tako mladih, skozi mladinske centre, skozi šole, vzpostaviti nek strukturiran dialog njih in odločevalcev na lokalni skupnosti, kaj lahko naredimo, da bomo neko stvar preprečili oziroma da si bomo omogočili varnejše okolje in ne nazadnje kvalitetnejše življenje. Smo šli na teren, smo se približali ljudem, smo komunicirali na terenu pred samo akcijo, pred merjenjem, med merjenjem in po merjenju, s tem ozaveščali, se približali ljudem in pač šli tudi na nek ta lokalni nivo, za katerega menimo, da v bistvu ima še boljše učinke kot pa neko samo splošno, nepersonalizirano oglaševanje oziroma komunikacijo. Preventiva se začne doma, v družini. Če nam uspe aktivirati starše, da pridejo starši v pižamah pomlade, dosežemo dve stvari. Hkrati na eni strani zmanjšamo škodljivo rabo alkohola med mladimi, ker verjetno ga bodo manj spili, če pridejo starši po njih, in po drugi strani pa preprečimo vožnjo pod vplivom alkohola. Če mi nekomu rečemo, bodi osvetljen zvečer, on si predstavlja in mogoče si pravilno, mogoče ne. Zakaj pa mora biti osvetljen? Če pa izkustvo, ko mi postavimo naše naprave, v tem primeru šotor Vitko, in gre nekdo notri in ga vprašamo, koliko jih pa vidite tam? Ja, 2 vozita. Potem pa posvetimo z lučko, ne, nista 2, 30, tega pa nisem videl. Zakaj ga nisi videl? Ja, zato, ker ni bil osvetljen. No in jutri si lahko ti na cesti in tebe nekdo videl. Izkustva so zelo pomembna in zaradi tega mi na agenciji naredimo teh malih dogodkov preko svetov za preventivno vzgojo po celi Sloveniji blizu 200 na leto. To je praktično vsak delovan dan smo na terenu. We do road safety campaigns in music festivals during the summer with the message "Don't drink and drive." And music festivals is really a particular place where people are having fun and it's a special mood. And if you come with the message and tell young people, "Oh, guys, don't drink and drive or you're gonna die," it's you're gonna spoil the mood and people will not get your message. So in this case, for me, it's better to use a positive message. In music festivals, people are used to do a lot of activities, so if you come with something fun to do, it works better, you have more chance to interest them. Osredotočena stranka mora biti vodilo in na podlagi tega gremo med ljudmi z družbeno odgovornimi projekti, s preventivnimi projekti. Ena od naših zadnjih akcij Skupaj umiramo promet, kjer smo se osredotočali tudi na lokalni segment. Povezali smo se z lokalnimi skupnostmi, s šolami, z vrtci
in izvedli akcijo v kombinaciji merilnikov hitrosti ob cestnih plakatov in skupaj voznike pozivali k previdnejši vožnji na kritičnih cestnih odsekih. V bistvu se lahko pohvalimo, da smo s to akcijo dosegli kar lepe rezultate. Po nekih ugotovitvah oziroma pomerjenih smo ugotavljali, da se je v bistvu v sklopu te akcije v povprečju hitrost voznikov na teh odsekih zmanjšala za, mislim, da nekaj več kot 7%. Poleg tega smo pa v zadnjem obdobju tudi na področju digitalizacije naredili kar nekaj konkretnih korakov. En od teh je aplikacija Drive. V sklopu projekta Drive pa smo šli še korak dlje in razvili simulator vožnje, katerim pa še dodatno delamo na področju preventive in aktivnosti izobraževanja predvsem mladih voznikov, ki jih v bistvu s pomočjo simulatorja lahko jim prikažemo v nekem kontroliranem okolju potencialno nevarne situacije na cesti in jih izobražujemo k ustreznemu ravnanju v takih situacijah.